Tudi tretjo pripravljalno tekmo so naši pubeci odigrali v Prekmurju, tokrat v Bakovcih. In začeli so zelo dobro. Že v drugi minuti je Bohar zadel vratnico. Le 2 minuti smo morali počakati na naslednjo priložnost, ki jo je imel Ahmedi. Prva in edina priložnost ruskega premier ligaša je bila v 20. minuti, ko je tako razčistil Aleksandar Rajčević. V 22. minuti še en lep poizkus Ahmedija. Le nekaj sekund kasneje pa krasno z glavo Pihler, vendar ponovno na mestu vratar Godzur. Maribor je imel priložnost še v 44. minuti, ko je ponovno zaključil Pihler z asistenco branilca preko vrat. Prvi polčas med Mariborom in Uralom se je torej končal z 0:0. V drugem polčasu sta na igrišče oba trenerja poslala povsem drugačni enajsterici, situacija na igrišču pa je bila podobna tisti iz prvega polčasa. No, do 62. in 63. minute. Takrat sta namreč padla oba gola na tej tekmi. Najprej v 62. minuti v svojem krstnem nastopu za Maribor premierni zadetek Jasmina Mešanovića. Jasno, zanj je to zelo pomembno, da je zadel zadetkom, samo zaupanje s tem raste, je pa pokazal v scenah, da bo krepitev. Super, je dal gol že, ne? To je to, napadalec živi za gol in upam, da bo še tak naprej. Iskrene čestitke za sanjsko premiero torej in le minuto kasneje je praktično vse naredil Tavares, ko je lepo ukradel žogo in nato tudi prekrasno podal Bajdetu, ki je dobro iz igre vrgel vse nogometaše Urala in zadel polno za 2:0. Super, sem zelo vesel, ker sem igral danes prva tekma za meni. Dobro je bilo, nisem čutil nič in upam, da bo vse ok naprej. V 68. minuti še najlepša priložnost Urala, ki jo je nevtraliziral Obradović. Lepo akcijo so naši pubeci uprizorili tudi v 74. minuti, žal brez zaključnega strela. Sem zadovoljen, kako fanti delajo in mislim, da smo na dobri poti. Jasno pa je, da je potrebno fantom čestitati, če ne zaradi drugega, zaradi tega, kako zdržijo, ker je izjemno vroče in je zelo težko igrati. In na koncu prva zmaga v teh pripravah. Naslednja tekma že to soboto v Gornji Radgoni z makedonskim prvakom Vardarjem.